Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je čudovita slovenska slikanica, ki svojo zgodbo razsvetljuje pomen sreče, spoštovanja in sprejemanja drugačnosti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa avtorice svetovno znane slovenske popotnice Benke Pulko z naslovom Dve ciklami ali na svetu je dovolj prostora za vse. Sredi velikega mesta je stala srednje velika hiša. Imela je precej oken in malo vrat. V majhnem stanovanju je živela osamljena gospa, ki si je želela družbe. Nekega veselega dne je kupila 2 ciklami in cvetlična lončka postavila na svojo najljubšo okensko polico. Tukaj bo vajin novi dom, jima je govorila, kot da bi ciklami znali poslušati. Zjutraj vaju bodo zbujali prvi sončni žarki in popoldne boste počivali v senčki ter se radostili vsakega dne. Je bila navdušena nad novima sostanovalkama. Roži sta se radovedno ozirali okoli sebe. Nič jima ni bilo poznano, niti druga drugi, čeprav sta prišli iz iste cvetličarne. Jaz sem Rozi, se je opogumila Roza ciklama in nagovorila sosedo. Zdravo, meni pa je ime Belinda, je rekla bela ciklama in z listkom pomahala v pozdrav. Med spoznavanjem sta se naskrivaj opazovali in si mislili druga o drugi vse mogoče reči. Belinda je bila ljubosumna, ker je imela Rozi veliko čudovitih cvetov. Rozi pa je šlo na živce, da je bila Belinda višja od nje in da so bili njeni lističi ter cvetki precej večji. Življenje je videti resnično naporno, če te mika vedno tisto, kar imajo drugi okoli tebe, namesto da bi se veselil tistega, kar imaš sam. Nekega dne je mimo ciklam pridrobila pikapolonica. Odeta je bila v rdečo obleko s črnimi pikami in širok nasmeh. Prinašam vrečo, v njej imam srečo. Kdor je noče, naj se joče. Se je veselila brez posebnega razloga polonca, ki je dobila ime zaradi svojih pik. Lep dan je še lepši, če ga z nekom delim, je pela in plesala med začudenima ciklamama. Cvetlici sta v pogledu nanjo skoraj oleseneli od strahu. Nevarnost v zraku, joj mene, joj tebe, joj naju obe, sta kričali v en glas in se bali razigrane polone. Pikapolonica jima je mirno povedala, da ne je rastlin, ampak ji najbolj teknejo listne uši. Če se vama zdi, da vaju sovražim, naj vama povem, da vaju samo pazim. Pohrustala bom vsak mrčes, ki k vama pride, če sam hitro ne odide. Se je ponudila, da bo varovala ciklami, če bo potrebno. Rozi in Belinda sta se spogledali ter spremenili temo pogovora. Le odkot takšno veselje in toliko dobre volje, se nista mogli načuditi. Potem sta se ponovno zdolgočaseno zagledali skozi okno. Kljub temu, da sta bivali na isti okenski polici in se srečevali z istimi dogodivščinami, se dišeči ciklami nista zbližali. Pogovarjali sta se samo, ko sta obrekovali druge. Pravi prijateljici še vedno nista bili. Življenje na enem samem mestu res ne more biti zanimivo. Še posebej, če se vedeš neprijazno do vseh, ki bi radi postali tvoji prijatelji. Naslednji dan je prilezal na obisk zanimivi pajek. Živahno se je sprehodil mimo ciklam
in na glas pohvalil njuno lepoto. Dober dan, princeski cvetoči, danes sta tako sijoči. Ciklami sta se našobili, zavili z očmi in okrcali pajka, naj se bolj potiho veseli, da njunega miru ne kali. Frajer se ni dal motiti. Gomazel je naprej po okenski polici in se vljudno izognil, da se ne bi sprehodil čez katero od slabovoljnih rož. Čeprav je bil kosmatega telesa, je bil modre glave. Kakšna škoda, da me nobena roža nikoli ne poboža, so prav takšne kot ljudje. Ustrašijo se 4 parov slokih nog, s katerimi lezem naokrog. Le kako ni vidijo, da če komu po nerodnosti na prstek zlezem, nikoli ni tako hudo, kot če človek na pajka stopi in mu zdrobi telo. Se je pogovarjal sam s sabo. Mi pajki krhki smo fantje brhki. Nikomur nič slabega ne želimo, samo po prijateljih hrepenimo. A ker jih težko dobimo, bolj v samoti živimo. Se je zavedal svoje drugačnosti. Tretji dan je mimo okna pripujsal prašiček. V mesto je prišel z vasi in se ni prav dobro znašel. Zvedavo se je oziral naokoli in bil je malo zgubljen. V kraju, ki je bil zelo drugačen od njegove domače vasi, se je kljub temu zabaval in prav nič mu ni bilo dolgčas. Ciklami sta ob pogledu na neznanca izmenjali nekaj besed in ugotovili, da mora biti oddaleč, ter da niti malo ne spominja na mestnega prašiča. Pujs je bil najboljši učenec v razredu. Čeprav je bil nekoliko neroden in malo preveč zavaljen, je znal pametno razmišljati. Ciklamoma je zakrulil prijazno. Učenje v novih krajih je prav mično in znanje pridobljeno je odlično. A da se naučimo doma živeti, je potrebno iti v svet. Rozi in Belinda nista prav dobro razumeli, kaj jima je hotel povedati, zato sta se delali, kot da ga nista slišali. Nekega dne je gospa, ki je vsako jutro skrbno zarila svoji lončnici, prejela pismo. Iz tujine ji je pisala prijateljica Mici in jo povabila k sebi na obisk. Ker rožam ni dovoljen vstop v letalo, sta morali ostati doma. Med zapuščanjem stanovanja teti Mari ni preostalo drugega, kot da jo je odvrgla v smeti. Z rožicami postlano življenje 2 ciklam se je v hipu spremenilo v trnovo pot. Noč sta preživeli v smetnjaku. Zjutraj se je prvi priplazil mimo potepuški maček, ki je stikal za ostanki hrane. Pomendral jima je nekaj listov in cvetov, ter pustil za sabo obupani, objokani ciklami. Kmalu zatem je prihromel smetajev kamion. Ho, poglej, kako krasni ciklami, se je radostil gospod, jo potegnil iz zbiralnika smeti ter odnesel domov. Smetarjeva žena se je razveselila presenečenja in posadila ciklami v senčko ob robu vrta. Tam se je za Belindo in Rozi pričelo drugačno življenje. Med vsemi ostalimi na gredici sta bili edini rastlini iz cvetličnih lončkov. Poglej, kako naj opazujejo potonike, zagotovo se jima zdi čudni, sta šepetali oprezno. Ob tem sta se spomnili, kako sta zaničevali pajka zaradi njegove drugačnosti. In postalo jo je sram. Belindi je prišla na misel Pika Polonica. Tudi Polonca si je želela najti prijatelje, prav tako kot se sedaj trudita ciklami z veveričko in metuljem, da bi si med igro skupaj krajšali čas. Nič več se mi ne zdi, da je bil tisti vaški prašiček vreden zaničevanja, se je pokesala Rozi. Tukaj bi se lahko posmehovali nama, ker sva mestni roži. Sta doumeli, da se norčevati iz drugih ni lepo. Ciklami sta se odločili, da bosta postali prijaznejši roži. Namesto obrekovanja sta se trudili povedati o bitjih okoli sebe tudi kaj lepega.
Rozi, meni se zdi, da je dobra volja super stvar. Več je daš, več je imaš, je veselo ugotovila bela ciklama. Da, svet je velik, zanimiv in prijazen. Na njem je dovolj prostora, če vemo, da se vse okoli sebe spoštovati mora. Se je pridružila razmišljanju njena Roza prijateljica. Tistega toplega poletnega večera sta skupaj zadovoljno sanjarili v novih doživetjih in prijateljih, ki jih boste srečevali ter spoznavali v naslednjih dneh. Ja, odlična pravljica, kaj ne? In verjamem, da ciklami še danes uživata življenje. Rozi in Belinda sta nas skupaj s svojimi prijatelji opomnili, da se sreča pravzaprav skriva v nas samih. Prav tako pa je tudi spoštovanje do drugih tisto, ki žareva našo lepoto. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim čudovitim pravljicam, ki so nastale izpod peres odličnih slovenskih avtorjev ter avtoric. Lepo se imejte, naj vas skozi življenje vodijo prijaznost, sreča ter zadovoljstvo. Pošiljam vam cvetlični pozdravček. Čau, čau. Bravo, res čudovita pravljica. Thank you.